Cene bencina in dizelskega goriva v Sloveniji so se opolnoči zvišale, pri čemer so cene bencina dosegle nov rekord. O podražitvi za 0,8 centa stane neosvinčeni 95-oktanski bencin 1,328 evra, neosvinčeni 100-oktanski 1,341 evra, dizelsko gorivo pa 1,277 evra za liter. Cena kurilnega olja ostaja pri 0,945 evra za liter. 3 leta po objavi finske oddaje Resnica o Patriji, v kateri je finski novinar Magnus Berglund nekdanjega predsednika slovenske vlade Janeza Janšo obtožil prejemanja podkupnin v domnevno spornih poslih s Patrijo, je o tej trditvi razsodilo tudi slovensko sodišče. Sodišče je Berglunda obsodilo na plačilo 21 tisoč evrov kazni. Berglund in finska televizija morata sporno izjavo umakniti in umik objaviti na televiziji Slovenija, televiziji Pop TV, finski televiziji in v časopisu Dnevnik. Nadzorni svet Slovenskih železnic je potrdil direktorja 3 jedrnih družb holdinga. Direktor tovornega prometa je postal Igor Hribar, direktor potniškega prometa ostaja Robert Koren, direktor infrastrukture pa Marko Brezigar. Sicer pa nadzorni svet v ponedeljek še ni sprejel strategije skupine železnic do leta 2020, ki jo je uprava pripravila na podlagi analize svetovalne družbe A.T. Kearney in poslovnega načrta družbe za prihodnje leto. Predstavniki A.T. Kearney so sicer nadzornikom predstavili svoje ugotovitve, na več ur trajajoči seji pa je tekla beseda tudi o nastavkih poslovnega in strateškega načrta železnic. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Borut Pahor, ostaja na opazovanju v bolnišnici. Pahor je bil v ponedeljek popoldne zaradi hudega vnetja srednjega ušesa sprejet v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Zvečer so opravili manjši kirurški poseg. Premier naj bi se po posegu dobro počutil. Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo je, ponekod piha južni veter. Jutri se bo krepil jugozahodni veter. Na vzhodu države bo delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Na zahodu bo pričelo deževati. Temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo zvečer spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. V petek bo sprva delno jasno, na zahodu bo spet pričelo deževati. V Dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Mariborsko letališče ostaja nedokončano gradbišče, tudi na ponovljenem razpisu izvajalca niso izbrali. Za zapuščene živali v Mariboru naj bi po novem skrbela Snaga. Avanturistična glasbena zlitina Bratka Bibiča in zasedbe The Medleys. Bodite z nami ob 18.